Jaz vse skupaj še enkrat lepo pozdravljam na našem neuradnem podnovoletnem srečanju oziroma način je bolj te oblike sodelovanja, ne toliko formalno tiskovna konferenca ali predstavitev, ampak nekaj besed, da smo namenili tudi temu, kaj smo v preteklosti naredili in kaj imamo v planu v bodoče narediti v občini Prevalje, pa tudi nekatere druge stvari, kot je zelo aktualna tretja razvojna os, ki se sicer ne tiče samo občine Prevalje, ampak glede na to, da smo v zelo občutljivih časih, zdajle tudi kakšno informacijo, ki jo pač lahko damo, ker brez informacij v prostoru pravzaprav v današnjem času ne gre. Tehnologija se toliko spreminja, da ljudje tisti trenutek želijo že imeti informacije. Včasih so čakali naslednji dan časopise, dan se manj čaka na časopise, ker ima že preko interneta vse informacije, ki krožijo v prostoru, kroži pa take in druge informacije. Zato me veseli, da smo se srečali danes na našem tradicionalnem srečanju, kjer bom prvo predstavil podžupana, dva svetnika, ki sta z novim letom bila imenovana za podžupana, Boštjan Gorenšek za področje družbene dejavnosti, Matej Pečnik za področje komunalno-cestne infrastrukture. Tu je v glavnem opredeljeno področje dela, drugače pa seveda ni stroge ločnice med posameznimi deli. Jaz seveda sem prepričan, da bomo zastavljen koncept, ki je bil v preteklih mandatih zastavljen o enakomernem razvoju celotne občine, v hitrejšem razvoju, izboljševanju standarda bivanja za naše občane, da bomo seveda s takim konceptom tudi nadaljevali, ker je bil pač tak razvojni koncept dobro zastavljen v preteklosti. In tisto, kar je na nek način uspešno, nima smisla bistveno spreminjati. Seveda bojo pa kakšne spremembe pri načinu, pri določenih investicijah, ki jih imamo v planu. Tako da računam, da bo naš naslednji mandat kreativen, uspešen, produktiven, s ciljem zagotavljati najboljše pogoje za občane občine Prevalje in seveda tudi za ostale Korošce in Korošice, ker je pač občina Prevalje sestavni del te koroške regije. Kar nekaj investicij smo v preteklem 4-letnem mandatu naredili. Vi ste tako spremljali pravzaprav in poročali o teh investicijah v preteklem mandatu. V občinskem glasilu, v Prevalških novicah smo konec vsakega leta plastično in predstavili investicije, ki so bile narejene, tako tudi v konec lanskega leta. Glavni del je bil usmerjen v bistvu sanacijo poplavne in poplavne varnosti občine Prevalje, glede na to, da smo v lanskem letu kar 3-krat plavali po Prevaljah. Zato smo seveda že v lanskem letu ogromno ukrepov naredili, ki jih nadaljujemo tudi v letošnjem letu, ki so pravzaprav sestavni del tega investicijskega zagona v občini Prevalje. Prvo je seveda ta varnost, ki jo moramo zagotoviti z določenimi investicijami. Določene stvari smo imeli že pripravljene, zato smo v lanskem letu lahko zelo hitro reagirali, tako da je Štefanov potok zdaj v bistveno drugačnem stanju, kot je bil v lanskem letu, in tudi Flisov potok. Nadaljujemo pa Štefanov potok v delu viadukta in ob železnici, kjer zdaj začenjajo z
investicijo železničarji, izvajalci, tudi izvajalec Rafael, kjer se bo saniralo še območje plazenja na severni oziroma južni strani železnice in se bo meteorna voda speljala v Štefanov potok. Računamo, da v pomladanskem mesecu bo ta zadeva zaključena, potem se pa mi imamo načrto sanacijo ulice in nadaljevanje sanacije plazov še po severni strani od v bistvu mimo kmetije Kleme, pri Klemenu, mimo Klemena, sanacija plazov. To imamo v letošnjem letu v načrtu, ker je še kar velika investicijska vrednost, približno smo rekli okoli 500 000 evrov. Potem nadaljujemo tudi Flisov potok, še sanacijo plazov na severni strani. To je v bistvu glavnina dela v lanskem letu opravljena, ni bila pa še sanirana cestišče, pa en del brežine Flisovega potoka se še zdaj dela v kamenitem zidu. Potem nadaljujemo z investicijo proti Barbari. Tam je vrednost prve in druge faze in še tistih del, ki so potrebni, skoraj 1 milijon, celotna vrednost v lanskem in letošnjem letu. Tudi sanacija plazenja Barbare na več mestih. Tu so pri vsem tem, kar sem naštel, je precej nepovratnih sredstev pri vseh teh investicijah. Računamo, da nekje tudi v pomladanskih mesecih bo ta druga faza na Barbari zaključena. Potem seveda nadaljujemo še z raznimi opremo in v tem delu parkirišč na Barbari prijeta 2 dodatni parkirišči oziroma eno parkirišče na južni strani je bilo že v makadamski izvedbi, pride v asfaltni izvedbi, potem razsvetljava, odbojne ograje in parkirišče nad grapo, ki jo zdaj zasipavamo s pomočjo materijala iz Meže. Projekt sanacije reke Meže je okoli 2 milijona vreden projekt, ki se zdaj tudi nadaljuje in bo v letošnjem letu zaključen. V lanskem letu smo končali obnovo ceste med obema krožiščema in v lanskem letu smo že začeli s projektiranjem od krožišča Špar do Petrola in od Petrola do Poljane. Tako da se pripravljajo projekti in računamo, da v letu 2 letih bo vsaj ta del investicije od krožišča pri Šparu do Petrola in 2 letih zgrajen z kolesarskimi pločniki in kolesarskimi povezavami. V letošnjem letu DRSI načrtuje tudi preplastitev ceste od Poljane do Holmca z rekonstrukcijo križišča na Lokovici. Potem nadaljujemo tudi z manjšimi odseki, zaključek Brinjeve gore, kjer je potrebno še preplastitev s finim asfaltom, pa proti Jamnici odsek, rekonstrukcija in obnova cestišča in asfaltiranje na Jamnici. Potem pa pripravljamo projekt za nadaljevanje od Kota proti Lešam po tej strani. Sanacija plazov, rekonstrukcija ceste v enih 4 odsekih in seveda tudi od Leških cerkva, tam, kjer smo v lanskem letu zaključili proti povezavi z Mižico. To se pripravlja projektna dokumentacija, ker gre ponekod za sanacijo plazov ob cestiščih, pričakujemo tudi nepovratna sredstva za sanacijo plazov. Pripravljamo projekte za prijavo
kar se tiče investicij na področju komunalne cestne infrastrukture. V zaključku je projekt vodooskrbe oziroma uravnoteženje vodovodnega sistema, druga, tretja faza. Gre za zagotovitev zdrave pitne vode na območju Brinjeve gore, naselja Roževo, potem vodohram in določen dovod vode na Lešah. S tem bi pravzaprav dolgoročno zagotovili zdravo oskrbo s pitno vodo po celotni občini. Je pa seveda vrednost projekta nekje med 1,5 milijona in 2 milijonoma. Računamo, da bo država še izvedla razpis za ostanek sredstev, na katerega se bomo prijavili, ostanek sredstev iz evropskih sredstev. Računamo, da bomo uspešni na tem razpisu, ko bo, zato pripravljamo pač ta projekt in še nekatere druge projekte. Seveda razmišljamo tudi vlečemo poteze za projekte, kot so Park Jezero, potem suhi zadrževalnik oziroma zadrževalnik na Poljani. To je tudi investicija, ki jo vodi država skupaj z nami. Zadrževalnik na Poljani, katerega vrednost, finančna sredstva so na nek način zagotovljena, vrednost preko 2 milijonov evrov, s katerim bi poplavno varnost Mežiške doline do Dravograda bistveno povečali. In s tem vidimo tudi določene investicije v sami Poljani, na Poljani, kjer bomo v letošnjem letu kar nekaj naredili v zvezi z projektom, ki smo jih preko Geoparka prijavili, to je Nature Game. Smo pridobili 270 tisoč evrov, v glavnem nepovratnih za ureditev sanitarnega bloka, informacijske točke, postavitev posameznih manjših objektov in ureditev okolice. Pa drugi projekt je pa Nakult, s katerim bomo Kozolec sam od znotraj izboljšali določeno IKT opremo, nakupili, tako da bo ta prostor namenjen v boljšem obliki, kot je sam Kozolec zdaj, kot naravna dediščina, s katero razpolagamo. To je v bistvu nekaj kratkoročnih, pa tudi dolgoročnih ciljev in naših investicij. Seveda nisem nič še povedal o centralni čistilni napravi in kolektorskem sistemu. Po zadnjih informacijah na nek način bi naj bil ali je v podpisu sklep o sofinanciranju z evropskimi sredstvi na MGRT-ju in MOP že pripravlja pogodbo. Tako da računamo, da bomo čim prej z izvajalci za kolektorski sistem podpisali pogodbo, da začnemo delati z kanalizacijske povezave in vode. Za čistilno napravo pa je razpis v zaključku, nimamo še izbranega izvajalca. Računam, da bomo v naslednjih tednih zadevo zaključili in predvidoma v naslednjih 2 letih izgradili centralno čistilno napravo s kolektorskim sistemom. Jaz mislim, da sem v glavnem te informacije dal, Danilo. Zagreb pa. Klemen Rožič, to sem že povedal. Za Zagrad, proti Zagradu mimo Kapelce na Leše levo bomo tudi, oziroma smo že začeli, smo že podpisali pogodbe in delamo sanacijo in rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste proti Zagradu. Imamo še nekaj želja, nekaj planov, ampak
mogoče malo kasneje. Letošnji proračun zdaj pripravljate, kaj daleč je? Pripravljamo proračun, konec meseca bo proračun v sprejetju, zdaj smo imeli smo proračun v javni obravnavi, odbori so že obravnavali, zdaj do petka so bile pripombe, zdaj nas čaka še usklajevanje in računamo, da konec meseca bo proračun občine Prevalje sprejet. In v tem proračunu je tudi čistilna naprava s kolektorskim sistemom v skladu z investicijskim programom, ki ga je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Tako da, čeprav računamo, da bo še kaki zamiki, ampak ne pa bistveno. Zato je proračun kar nekje velikostnega reda okoli 10 milijonov evrov. Ker so pač te investicije, ki so z evropskimi sredstvi in mi se usmerjamo, poskušamo tudi na zalogo delati projekte, s katerimi lahko pridobimo nepovratna sredstva. Malo obnovite, prosim, te številke glede čistilne naprave, torej koliko je zdaj vsa vredna, koliko boste vi dali, koliko bo občina letos namenila? Nimam zdaj številke v glavi, vseh številk, ampak zaradi tega, ker za kolektorski sistem imamo že izvajalca zbranega, garancije za čistilno napravo, pa smo v fazo zaključka. Ampak računam, da je vse skupaj vredno okoli 5 milijonov 300 vrednost kolektorskega sistema s čistilno napravo, 5 milijonov pa pol tu nekje je okvirna vrednost in 70% upravičenih stroškov je zagotovljeno, ostalo pa lastna sredstva oziroma kreditni potencial, s katerim bomo zagotovili izvedbo te investicije. Skratka, ta manko boste torej, ki je bil takrat, potem se pojavil, je torej s kreditom? Ja, zaenkrat. Na koliko let? 150. V letošnjem letu. Ne, skupaj. Pa že. Bomo dobili že informacijo, koliko je kreditov. Glede poplavne varnosti, ko ste pravili najvladni, ste 3-krat plavali, mislim, napovedi za letos, zdaj še boste lahko plavali ali načeloma zrihtamo? Ne, kar se tiče Štefanov potok in Flisov potok, zaradi teh dveh potokov, zaradi katerih so Prevalje plavali, zaradi teh potokov, če ne bojo kakšne res drugačne stvari kot to, kar je bilo, bi moralo pa bistveno zmanjšati, če kje prestopi bregove, ampak zdaj je zagotovljena res tista 100 in večletna varnost v tem. Ampak nikoli ne veš, ko pride taka njurja, ampak to je v bistvu, to je in še tekom letošnjega do polovice leta bojo vse zadeve v glavnem. Zaključene nam še potem manjka samo ena pregrada na Gutmanovem potoku na tej strani, to pa bojo tudi po razgovorih vodarji šli v sanacijo. To se že izvaja. To se izvaja se zdaj na Flisovem potoku, so izvajalci danes notri, na Štefanovem potoku so železničarji, a je že? Danes nisem bil gor, ampak rekli so, da bo začeli. Tam nisem danes hodil tam gor, ampak na Flisovem potoku delajo družine, na Meži ste videli, da delajo, Barbara delajo. In tu smo rekli, je investicija 500 000 ali ne, da je poplavne, no, lahko rečemo eno številko. Sam. Štefanov pa Flisov potok, ja. Takoj bom. Številke. Drugi, ja, vse bistveno. Sam je že čila takrat. Ne, ker to je pa učiti. Vi ste so pripravili, a ne? Vi ste pripravili dokumentacijo smo mi pripravili, ja, za sanacijo, za Štefanov potok je bila že pripravljena 2 leti nazaj, pa za Gutmanov potok tudi, pa za Flisov potok smo tudi delno se pa zdaj še. Koliko pa to meni občine v bistvu kot taki? Ne, ni. Ne, to smo mi, ker če mi tega ne bi naredili.
Mi v lanskem letu ne bi mogli reagirati niti na Flisovem potoku, niti na Štefanovem potoku in včasih imaš malo sreče, v nesreči tudi drugačne. Vode so stvar države in vodarjev in investicij, ampak mi smo že večkrat projekte naročili zato, da so potem, da smo lažje, ker smo projekte imeli, smo lažje lahko s projekti kandidirali in zagotovili sredstva za izvedbo investicij. Ampak celo zgodbo, če pogledamo Štefanov potok, je investicija, ker je del so vodarji lani delali Štefanov potok, del bojo zdajle železnica, ker mora tudi te zaledne vode v železnici spraviti noter, del pa mi, sigurno je vrednost celotne investicije, če celo zgodbo pogledamo, €1 milijon. Samo Štefanov potok. Na Flisovem potoku pa okoli €500,000, to, kar zdaj delamo. To, kar je pa nadaljevanje Štefanov potok, ker gre nadaljevanje proti Klemenu, bo pa tudi vrednostno nekje okoli €500,000. Takoj, sanacija vrednosti. Tako da številke niso male. Ne. Ali pa če gledamo celo investicijo na Barbaro, je tudi cela investicija vredna približno €1 milijon. Ne. Od tega je okoli €680,000 nepovratnih sredstev za sanacijo plazov, ker nam je to plazilo, tako da. A tam, ko ima Eisenpon ingerenci, je tudi oni plača, mislim, tudi država? Ali je tudi država, železnice, država pa vodarji delno. Železnice. Tako da tam niso naša sredstva, so samo prestavitev vode v samem viaduktu, pa sanacija ulice. Počasni, a ne? Mislim, mi so že pred mesecem rekli, da so začeli. So začeli že, ja. So začeli že. Zdaj fizično ne vem, v kakšni fazi so, ampak so začeli. Do konca aprila so zaprosili za podaljšanje. Do konca aprila bi naj končali. Se dela in to vedo spomladi. Ja. Nepovratnih sredstev na Barbaro je €552,000. Ostalo je pa delež občine Prevalj ali pa občine Ravne, kar se Barbare tiče, ker smo lastniki mi in Ravne v skupnem, ja. 2/3, 1/3 razmerje sofinanciranja, kar se Barbare tiče. Je pa ta, čistilna naprava v bistvu največji projekt, ne, zdaj v bistvu vašega novega mandata. Čistilna naprava je največji projekt. Več tam je najbolj verjetno 2/3 Ravne. Kje? Ja, na Barbari. Pri Barbari 2/3 Ravne, 1/3 Prevalj, ja. Glede na število prebivalcev imamo dogovor. A je tu tudi cesta na Barbaro? Neki pritožb smo prijeli od občanov, da v kakem stanju je cesta na Barbaro. No. Da, to me zanima, če je tu zajeto oziroma kaj se dogaja tam. Pritožbe na trenutno stanje na cesti. Ja, cesta Ker trenutno stanje je glede na to, da je investicija v teku. Torej, Mi smo, ne more biti drugače in hitreje ni šlo zaradi tega, ker je bilo treba zelo počasi delati škarpe, ker se nam je plazilo povsod, kamor so z stroji posegali. In je bilo treba zelo počasi delati. Druga zadeva je pa, da je kamna zelo malo, kamna se ne dobi. Kamna ni. Ni ga v slovenskem prostoru. In je problem z dobavo kamna. Ni ga. Prosim, Na Pohorju pa je. posod ga je, ampak proizvajalci so zaključili, tu vozijo iz Šentandraža, Polzeli, mislim, da tam je edino za celo območje, za 3/4 Slovenije. In ko to zminirajo, so tovornjaki spodaj in dostikrat gre prazni tovornjaki nazaj. Ni kamna, premalo ga je absolutno glede na posege, ker so zdaj ogromni posegi na vodah, ogromni posegi na... In vsi si en drugemu vzele hodijo, kar se tega tiče. Je pa res, da smo ta zgornji del asfaltirali pred zimo. Marsikdo se je sprašal, zakaj, ker drugače bi bil dostop pa res onemogočen, zdaj pa dostop takšen, da bo. Ampak pomladni mesece bo še treba malo potrpeti, pa bo potem situacija boljša. To zajema komplet cestišče z novo asfaltno prevleko,
še mimo Barbare do parkirišča na južni strani in do parkirišča nad Grapo, ki bo. Parkirišče nad Grapo pa še ne bo kar asfaltirano, ker bomo tam počakali malo, da se zadeva, ker notri bo tam približno koliko kubikov? 13,000 kubikov materijala gre v to Grapo na zahodni strani. Sej se ugrajuje postopno, ampak da se usede, da se stabilno stanje, da se doseže stabilno stanje, drugače pa vidite, kakšne betonske pregrade oziroma kakšne so narejene. Tam je škarpa, glavna škarpa je dolga skoraj 20 metrov, pa višine 12 metrov. Kak je pa kaj s podjetniško aktivnostjo tu v vaši občini, pa recimo z temi podjetniškimi conami, koliko jih imate, a gradite kaj nove? Mi smo v letu 17, decembra smo zaključili z komunalno investicijo v komunalno opremo obrtnih con na Prevalje. To so bile tri različna področja, področje lesne, področje Nicine pa področje Lahovnikova. To je edina možnost, ki jo imamo v tem trenutku še. Mi smo komunalno opremili, dobili smo nepovratna sredstva v višini 1 300 000 in smo to investicijo končali pravzaprav konec decembra leta 17. Spomladi smo še popravljali, nekaj še morajo popravljati pod garancijo, ampak komunalna oprema, ki omogoča zapolnitev teh prostorov, dodatne parcele so, ki jih je možno zapolniti. Delno so v tem času že, nekatere se aktivirali, delno pa se izgrajuje. To pomeni, da bo, računamo, dosežen tisti cilji, ki so bili z prijavo na ta sredstva. To pomeni, da bo v 3 letih vsaj 30-35 novih delovnih mest na teh prostorih. Pa se torej zapolnjuje ali je že polno? Se zapolnjuje, ni še čisto polno, se zapolnjuje. Seveda mi nismo lastniki zemljišč, mi smo samo komunalno opremili zemljišča, za katera pa imajo lastniki zdaj možnost, da jih zapolnijo s prodajo oziroma z dodatnimi dejavnostmi. Nekatere stvari se pa že polnijo. To je to. Kakšne podjetnike od drugot? Prihajajo tudi od drugot. Mogoče tule za Palomo je prišel podjetnik iz sosednje občine, Urna, in do junija nekje bi mogel zagnati proizvodno in je to možno širitve, hkrati pa ima možnost še ponudbe dodatnih prostorov, dodatnim podjetnikom in tu kar intenzivno tečejo stvari, ker ima dosti površine in pisarniških in drugih prostorov že za druge dejavnosti. Kdo bo tu prišel? Urna iz Mežice. Od stečajnega upravitelja so kupili zemljišče in zdaj pač začenjajo z sanacijo objektov in tega prostora. Občina Prevalje je, mislim, da edina koroška občina, kjer se število prebivalcev povečalo v zadnjih 4 letih. Kak je pa kaj z stanovanji, ali kaj imate to? Ja, interes po bivanju občine Prevalje je izjemno velik. Povpraševanje po stanovanjih so res velika in zdaj kupiti stanovanje na Prevaljah ni enostavno. Ni ponudbe. Zdaj blok bo začel vertikala graditi, mislim, da so v zaključni fazi, to, kar smo mislili, da bomo že, ampak vrtec zgornji kraj v tem prostoru, objekt z 15 stanovanji. Mislim, da takoj, ko bojo stvari tako daleč bojo začeli in računajo, da v dobrem letu dni bo ta objekt. Potem imamo seveda še možnost gradnjo novih stanovanj in sicer v centru Prevalj je podjetnik, bo tam zraven banke objekt podrl, bivša Kertova hiša in tam pride objekt z 15-20 stanovanji. Se je že reklamni pano zunaj. Potem ob Lesni od vrtca proti Fari je prostor za 2 stolpiča, tam računamo, da 15-20 stanovanj vsak stolpič.
ta možnost je, pa še nekaj obnov starih objektov oziroma rekonstrukcijo z pridobitvijo novih stanovanjskih površin. V bistvu pa manjka stanovanj na Prevaljah, to je dejstvo. Občina pa ne bo kaj gradila v tem mandatu. Občina sama nima namena, ker smo to zemljišče, katerega lastnik smo bili, smo na javni dražbi prodali vertikali, drugače drugih parcel za ta namen nimamo. Tudi individualnih parcel je v bistvu že skoraj ni na Prevaljah. Račev Log, to je zadnja zadeva, kjer je bilo predvidenih 10 individualnih stanovanjskih objektov, je mislim, da v glavnem prodana. Komunalno smo jo opremili v lanskem letu. Na Lešah bo možnost nad igriščem, ko bomo pripravili stvari komunalno opremo, zaradi 6 objektov. Ampak v samem centru Prevalj pa je možnost vedno manj. Boste kaj spreminjali občinske prostorske načrte, boste kaj predvideli? Zaenkrat, tudi če bi ga spreminjali, nimamo veliko možnosti, glede na to, kje so kmetijska zemljišča. Znotraj Prevalj polje je predvideno kot park Jezero, tu, kjer je polje pred vrtcem. Pred šolo bi radi dokupili zemljišča za potrebe osnovne šole proti južni strani do trgovskega centra. Pot pa smo že pravzaprav na Prevaljah zaključili glede na ozkost doline. Predvidena možnost pozidave je še ta del stražišča, tu gor, če greste mimo Fare, desno gor, kmetija Hvali je predvidena. Lastnik so privatniki in bo treba poiskati možnosti za komunalno opremiti in razparcelirati, ampak to je za neko prihodnost, za naprej, ne za tole 4-letno obdobje, vsaj ne računamo, da bi lahko v teh 4 letih to. Kaj pa za vrtec, na primer, da tudi kaj razmišljate, širitev ali pa karkoli v tej smeri, glede na to, da ni vrtca za dobiti za otroke? Da je pač poln leto, so ga v bistvu prej napolnili, kot prejšnja leta že, koliko imam iz podatek iz vrtca, no, da prejšnja leta so januarja dodatni oddelek odpirali, leto so te kapacitete zapolnili že oktobra. Zaenkrat prostorske možnosti za zagotavljanje vrtca za naše otroke so, čeprav čas pride do tega, ker ne moreš dopolniti 1, 2, 3. Zaenkrat prostorske možnosti še zadovoljujejo potrebam. Mi seveda imamo možnost tudi širitve, ta možnost obstoja, ni pa v planu za naslednje, vsaj ne to 4-letno obdobje. Možnosti seveda so v tem prostoru, zato seveda želimo pridobiti še ta prostor proti južni strani. Ampak zaenkrat, vsaj po tem, kar se zdaj le dogaja, ni predvideno. Če pa bo, seveda bomo odreagirali pravčasno. Je pa fajn seveda, da je toliko otrok in da... No, vse pač glede na to, da vedno priseljevanja sem, pa verjetno bo tudi vedno več otrok. Vem, ampak seveda, določene omejitve so, nismo neskončno neomejeni, kar se prostora tiče, tak prostor imamo. Zaenkrat pa ne razmišljamo proti Poljani, ker so kmetijska zemljišča, ampak dolgoročno. Bomo pa vedeli. Družbene dejavnosti, kultura, imate še kako dvobletnico, 200-letnica šolstva, ali pa šola že plan? Koliko naj bo drugo leto te obletnice? Drugo leto? Ne, za šolstvo ja, ampak za druge obletnice, drugo leto je 200 let odprtja Leškega premoga, 100 let plebiscita. 400-letnica železa. Tako tudi drugo leto bo eno tako okroglo leto polno. Letos pa... 100 let planinskega društva je letos. Letos. Čakaj, Prevalj je malo Urški gori, ali? Ja. Letos smo 7. septembra. 7. septembra. Sobota. Zdaj, pri teh 200 letnici šolstva je poleg tega zbornika, ki ga Jurčiča pripravlja, še kaj predvideno? Ja, prireditev ob 200-letnici, taka slavnostna akademija.
Pa prejšnji teden je bil filatelistični komplet. Jaz mislim, da sem jaz dosti govoril mlajše moči. Izvolite, vprašanja. Drugač pa lahko tudi potem še kako vprašanje. Župan. Lahko, ja, lahko. Za tretjo razvojno os tako veste, da imamo bitke v sredo in da so bitke vsakodnevne. In Samo vprašala, a boste Ficko pa Biol na sestanku? Pač ta iz Biola pa zdaj v sredo. Sredo. Ja, ker tek sem jaz dobro danes obvestila, da naj bi bila na sestanku zraven in niste kaj počneni. Ja, jaz sem tisti, ki koordinira, ki koordinira med udeleženci Koroške regije. So na spisku. So na spisku. V glavnem Biol kot predstavnik gospodarstva, Ficko je pač servis za njih. Mi, potem bo ta oba poslanca, Aljaž Vrhovnik, jaz pa podžupan Velenjski Peter Vrh. Kaj pa strani Ljubljane? Strani Ljubljane je pa Dars z Vidicom, potem Ministrstvo za infrastrukturo. Pijačo, vse se pogovarja. Državna sekretarka bo Mauferja, pa Ministrstvo za okolje in prostor glede umeščanja. Ker, glede, mi nismo samo zdaj pri eni zadevi. Sočasno zahtevamo dvoje. Izgradnjo v rokih, ki so postavljene, in umeščanje v rokih, ki so predvidene. Ampak glede na to, da je optimalna varianta umestitve v prostor znana in da ne nasprotuje pravzaprav to okolje, pričakujemo hitrejše umeščanje v prostor, ker hitrejše, ko bo umeščanje v prostor, hitrejše bo prišlo do sprejetja državnega prostorskega načrta, hitrejše bo prišlo do projektiranja in izvedbe. Ker mi moramo vztrajati, da zadeve tečejo. Ne, da čakamo, da eno zgradimo, pa čakamo na drugo, ampak da istočasno, da lahko zadeve grejo tudi sprotno. To je, zdaj, mi smo ojačali ekipo zdaj za ta sestanek, ravno zaradi tega, ker so odločilne stvari gospodarstvo, ker včasih kdo reče, ja pa se ne borite dovolj, zdaj nas je vedno več, nisem nikoli sam. In gospodarstvo seveda je v velikem interesu gospodarstva je, da ta zadeva zalaufa zaradi investicij, zaradi partnerjev, zaradi marsikakih razlogov, ki smo jih že milijonkrat povedali. Zato smo zdaj to ekipo ojačali, drugače smo ponavadi z Aljažom, pa na drugi strani Dars, pa ministrstvo, ker to so v bistvu usklajevalni sestanki, terminski, operativne stvari. Ker pa zdaj ta zadeva ni samo operativna, ampak vsebinska, zaradi tega smo to ekipo zdaj za sredo ojačali. Ampak mi se prilagajamo, glede na to, karkoli so, smo zelo fleksibilni. A prav minister za okolje pride na sestanek? Ne, mislim, da direktorica Radovana. Imate kako časovno opredelitev sestanka, kako dolgo bi naj trajal? Jo, jaz mislim, da več kot 2 uri sigurno ne bo, ampak bomo prej končali. V dobri uri, mi lahko končamo v 5 minutah, če pride na drugi strani Dars časovnico, ki je približno taka, kot je časovnica, ki jo je Dars pripravil, pa tudi mi že prej. Ki bojo prišli oziroma ki se ogiba, da naj bi Dars vendarle stopil korak prvotnemu načrtu? Jaz mislim, da druge možnosti Dars sploh nima. Mislim, da nima. Zdaj ugibati, kaj bojo ali ne bojo. Mi smo bili ves čas in smo zelo korektni. Mi zadeve ne politiziramo ali kakorkoli. Mi smo enotni, Koroška. In mi smo imeli prejšnji teden tudi sestanek poslanca oba, pa jaz kot predsednik odbora, pa župan mestne občine Slovenj Gradec, ki želi aktivno se vključiti, se bi bil na sestanku, ampak ima srečanje z gospodarstveniki, zato ga ne bo, drugače se bo on aktivno vključil in daje večjo težo tej zgodbi. Ni več akterja, ki bi rekel, ne rabimo tretje razvojne osi na Koroškem, ne rabimo. V preteklosti so bili še razni akterji,
Tokrat pa res to enotnost in želimo to pokazati, da ni nobene druge možnosti in da vlada, ki je tretjo razvojno os sprejela kot eden izmed 3 najpomembnejših projektov države Slovenije. Tu ne gre samo za Koroško. Gre za državo Slovenijo, za enakomeren razvoj Koroške regije in gre za razvoj Koroške kot take znotraj in mi se bomo borili do konca, da bomo zaključili investicijo predvidoma v letih, ki so predvidena in ki so bila tudi predlagana. Ne glede na težave, pri vsakem projektu se naletiš na težave in jih sproti rešuješ, ampak ne boš že v začetku rekel, lejte, dajmo to podaljšati, dajmo to, nimaš nobenega razloga. Če bi imel kakršenkoli razlog, edini razlog za krajšo spremembo je to, da so pol leta kasneje podpisali pogodbo z projektanti, ampak to je Dars naredil. Drugo pa ni znano, je bilo prej, da je to zelo zahtevna gradnja, se ve, da gre za predore, gre za viadukte, gre za... Ja, pa vse nam jasno, ampak gradbena stroka pravi, da v 4 letih lahko to komot naredijo. Komot. Jaz bi vprašal, če lahko glede na to, da tu gospod Pečnik sedi, občinski svet je v prejšnjem mandatu sprejel sklep, da je treba stanoviti komunalno okrevanje. Zdaj pa, je to sploh še aktualno? Njega sprašujemo, ne? Tukaj s to zadevo. Jaz mislim, da glede na način, ki sedaj izvaja dejavnosti za našo občino, obstoječe komunalno podjetje, da v tem trenutku te nujne potrebe ni, ne? Kaj se bo pa pokazalo v prihodnosti, je pač drugo vprašanje, ampak servis za naše občane strani komunalnega podjetja zaenkrat poteka nemoteno. Jaz lahko tudi dodam. Samo cesta za Zagreb smo uskladili rok, pa Aneks je. Jaz lahko. Še dodam zraven, da odločitev, ki je bila v tistem času 2 leti nazaj zelo težka in zelo huda odločitev, ki sem jaz prevzel na svoje bremena, je na koncu se pokazala, da je bila odločitev ta prava v danem trenutku. Torej, da se ne? Da nismo šli na vrat na nos takrat za ustanavljanje lastnega komunalnega podjetja, ker bi imeli 2 bremeni na hrbtu, tako pa je v tem času komunalno podjetje Log Prevalje izvedlo sanacijo in posluje in upravlja storitve za občane v tem trenutku optimalno, so da je vedno možno še kaj boljše narediti, na to računamo. Nadaljevanje razmišljanj je pa odvisno od tega, kakšne so ideje ostalih občin, ki še sodelujejo tu v glavnem Ravne, pa Črna tudi še, pa odvisno, kaj bo z komunalnimi odpadki, kako se bo stvar organizirala. Ampak zaenkrat mi, glede na to, da je bil takrat izjemne težave likvidnosti in dolgovih komunalnega podjetja, moram reči, da je z ukrepi, ki so jih izvedli, naredili to, kar v bistvu tudi malo kdo pričakoval, da je bilo možno. Včasih je treba res razmisliti in mi smo imeli v preteklih mandatih 2-krat zadeve, ki so bile malo bolj ostre. Prvič je bila referendum za plin, pa plinska zgodba, ki se je izkazala tudi kasneje za pravo odločitev, se še zdaj kaže in tu pri tem, kaj in na kak način. Ker tudi tisti akterji, ki so bili takrat aktivno za to, ugotavljajo, da je bila odločitev taka, kot je pravilna.